Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes smo spet pri kartah Prehod v novo dobo. Da vam povem, pripravljamo zdaj nemške karte, tako da so zdaj se že ustvarjajo. In v glavnem, čisto sem zdaj tukaj noter v teh kartah, s tem, da z mojo prijateljico Matejo Bobek sva šli posnet sporočila in bo v kratkem možnost dobiti tudi v zvočni obliki. Toliko je neverjeten nastal in ta sporočila res je lepo. O tem bom drugič govorila, ko bom že imela pač za pokazati, ampak vam povem, da sem sama že poslušala, pa tudi Mateja je že večkrat poslušala, to tako dviga vibracijo, tako se dobro človek počuti in tudi če ste sesuti, jaz zdaj sprobavam, kdaj to deluje. Če ima človek manj energije in želi, da se mu dvigne energijski nivo, poslušaš med vožnjo ali pa lahko tudi zvečer, ko si umirjen, vam povem, da to gre direktno sporočilo v podzavest. No pa da vidimo današnja sporočila, katera sporočila so danes namenjena za vas. Solarni pleksus je ven prišel in že prelej, ko sem razmišljala, kaj bom govorila, dejansko so mi ven popadali nad angeli. Tako da danes bomo spet govorili o angelih, o pozitivnem mišljenju. Solarni pleksus, če pa gledamo, to je pa čakra, ki je tukaj, kjer vstopajo energije v naše telo. No in dejstvo je, da solarni pleksus je direktno povezan s tem, s čustvi drugih ljudi. Recimo, če jaz zdaj o nekom močno negativno razmišljam, mu pošiljam slabe misli. In slabe misli ni, da ga tukaj udarijo, no tudi ga tukaj udarijo, ampak predvsem se mu priklopim na solarni pleksus. No in zdaj, če preberemo tukaj sporočilo, dovoljujem si, da grem s tokom življenja. Predvsem spuščam vse staro, kar ne rabim več, in na solarni pleksus direktno deluje nadangel Mihael. Nadangel Mihael pa se na vse deluje, ampak nadangel Mihael je najmočnejši angel. Najmočnejši zaradi tega, ker ga lahko prosimo vedno, ko občutimo naval težkih energij ali pa ko nekam pridemo, veste, ko začutiš, da nekaj ni v redu, ga prosimo za zaščito. Jaz sem ga prvič tako srečala, ko sem delala leta nazaj tibetanske vaje in naenkrat me zmrazi in rečem, kdo si? In zaslišam vse noter, Mihael. Mihael dejansko te ogrne v moder plašč svetlobe in da vam povem, kaj je zdaj še močnejš od vsega. Vi če ves čas prosite, prosim pomagaj. Ste mogoče tako kot mehni otroci, ki tisto, daj mi, hočem, a ne? In angeli se ne odzivajo na tako zoprno energijo, ampak se pa odzivajo vsakič, ko jih iskreno prosite za pomoč. Nadangel Mihael, prosim za pomoč in zaščito. Prav ta trenutek me podpira najbolj mogočen angel, ki mi pomaga skozi obdobje sprememb. Zaščitena sem predvsem slabim. Ogrnjena sem v moder plašč svetlobe, ki prepušča le energije ljubezni. Vse energije strahu se vračajo, se topijo v angelski svetlobi. No in tukaj noter v knjižici imam še napisan, se vračajo k svojemu izvoru. In dejstvo pa je, da če mi pošiljamo nazaj to energijo, lahko pošiljamo tudi svojo jezo nazaj in lahko nekoga ranimo. In sploh pademo s tem človekom v začaran krog, mi pošljemo tja, on nazaj in se gremo ping-pong, v bistvu smo zmeraj bolj zaciklani v nek energijski krog. Zato je tako pomembno, da prosimo, da se ta energija razblini v angelski svetlobi, da v bistvu gre v svetlobo, da nikogar več ne more raniti. No in naslednja stvar, kar mi je zdaj prišlo na pamet, je pa to, da če si rečemo, takrat, ko nam manjka moči, rečem, jaz sem moč. Ne? Če je nadangel Mihael najmočnejši, jaz sem moč, jaz sem Mihael. Jaz sem moč, jaz sem Mihael. In pojmo zdaj naprej na vse ostale nadangelne. Potem naslednji nadangel je nadangel Rafael. Nadangel Rafael je tisti angel, ki zdravi, ki deluje skozi smaragdno zeleno svetlobo, deluje skupaj z Marijo, Materjo Božjo.
Nadangel Rafael, prosim te za zdravljenje. Pripravljena sem ozdraviti. In tukaj si pa rečete, če imate fizično težavo, si rečete, jaz sem Rafael, jaz sem zdravje. Jaz sem Rafael, jaz sem zdravje in si predstavljate, kako smaragdna svetloba teče po vašem telesu in se dotika dejansko vsake celice, kako polni ta smaragdna svetloba vsako celico vaše krvi in kako od znotraj poteka zdravljenje v vašem telesu. Potem naslednji je tukaj nadangel Gabriel. Nadangel Gabriel je nadangel glasnik. Sledim, zaupam, slišim vodstvo. Nadangel Gabriel, rečete, jaz sem nadangel Gabriel, jaz sem Gabriel, jaz zaupam. Jaz verjamem, meni je vera. Tukaj sem si zjutraj napisala, se pravi pri Gabrielu, sem napisala, jaz sem modrost. Jaz sem modrost. Wow. No, potem naprej je nadangel Ariel. Nadangel Ariel je povezan pa z božjo harmonijo, z božjo lepoto. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. V osnovi je nadangel Ariel povezan z resnico, z zavedanjem resnice. In ko rečete, jaz sem Ariel, jaz sem resnica. Biti v stiku sam s sabo, zaupati svojemu vodstvu. Zdaj, če ne zaupate, poskušajte narediti z mišičnim testom in da vidite, kaj je tisto, kar bi bilo za vas boljše. In druga zadeva, tisti, ki pa dvomite v svoje sposobnosti oziroma tisti, ki ne zaupate sebi, vas bo itak nihalo po svoje. Ampak najprej pol odkodirajte, ne zaupam sebi. Sebi ne morem zaupati. No in potem naslednji nadangel je pa nadangel Uriel. Ta pa čisti čustveni strup. No in sem pol razmišljala, kaj pa tale nadangel Uriel. Jaz sem svetloba. Jaz sem luč. Jaz sem tisti, ki ti nosi luč. To je nadangel Uriel. Glejte, katera slika je zraven. Ogenj, ki kakšno stvar prečisti, ki naredi nekaj novega. Tako da, glejte, dajte se obračati na nadangelne, dajte prost, dajte moliti. In zdaj pa še ena zadeva. Dejstvo je, da Zemlja ima zaščitne plasti okrog, to vsi poznamo, pač atmosfera. Ampak tudi naša duša, naše telo ima okrog sebe, naše telo ima okrog sebe te plasti in teh plasti, jaz sem jih opisovala v knjigi, Ko ima življenje žur. In sicer, ta prvo je fizično telo in večkrat govorim seveda, kako nahraniti fizično telo in ena ključna sestavina pa je, ki poveča energijo vsega. In to je moč blagoslova. Moč blagoslova, glejte, zdaj je dokazan, da če moliš nad hrano, se poveča tudi za 30% energijska moč hrane. Če molimo nad vodo, se struktura vode spremeni. To je dokazal dr. Emoto. Če ljudem pošiljamo blagoslov in tudi tisti, ki so hudobni do nas, tudi tisti, ki nam slabo želijo, ker točno začutimo, kar strese, ne? Glejte, da se tem ljudem zahvalimo in rečemo, hvala, ker si mi pokazala, hvala, ker si mi pokazal moje šibkosti. Hvala, na podlagi tega lahko postanem boljši človek. A ni to zdaj dobro? In prav hvaležnost je tista, čakajte, ki vpliva na eterično telo, ker ta prva je aura, fizično telo obdaja aura. In pač z auro vemo, da jo lahko polnimo z zdravo hrano, z vodo, da gremo v naravo, da objamemo drevo. Z vsem tem polnimo naše fizično počutje. No, naslednje telo je pa eterično, ki je pa približno tokle, lejte, takole gor nad našim telesom. In to eterično telo sem se pa zapisujejo naše misli. In dejstvo je, da tudi te misli nese duša s seboj v večnost. In v bistvu praznemo, da se zmanjša ta plast, zaščitna plast okrog nas z nerganjem.
z pritoževanjem, z razmišljanjem, kako so ljudje slabi. In predvsem polnimo pa z mislijo hvaležnosti in z blagoslovom. Glejte, hvaležnost je osnova. Da greš, ne vem, hvaležnost je toliko preprosta zadeva, ampak če gledamo, glejte, hvaležnost, biti hvaležen, da imaš kaj za obleči. Biti hvaležen, da imaš za preživeti. Biti hvaležen, če ste zdaj zdravi, a ni to zadost. Biti hvaležen za to, da živite tukaj v Sloveniji, kar je na koncu najlepša dežela na svetu. Vem, da se mnogi pritožujete, kakšna je vlada, kaj ni v redu, kva bi mogli biti, pa kakšna je bila prejšnja vlada. Pa pustite politiko, na to nimate vpliva. Imate pa vpliv na svoje življenje in začnite razmišljati o tem, zakaj ste hvaležni. Pa mora biti nekaj, zakaj ste hvaležni. Kup stvari je. Glejte, naše fizično telo je odraz tega, kako razmišljamo. Dajmo manj jeze nekam pošiljati, pa več hvaležnosti pošiljamo drugam. No, naslednje polje je pa okrog nas, je čustveno telo. Čustveno telo ga polnimo z občutkom radosti. Ko recimo, a veste, kdaj začutiš, ko nekaj poslušaš, ko ti enostavno pridejo solze pred oči ali v oči, ker si ganjen. Radost, vznesenost, ampak praznemo pa z občutkom obupa. In prav lejte novice. Novice nam nikogar pokazala, ampak ogromno novic je povezano s tem, da trosi strah. Bolj ko ste v strahu, bolj imajo temne sile pač vpliv na vas. In ta občutek obupa, obup je tista energija, ki poglejte, ko si obup, si pa zrel, ja, tudi za samomor ne nazadnje. A je to tako? No, potem naslednje je mentalno telo. Mentalno telo je pa povezano z občutkom ljubezni in predvsem polnimo to telo z molitvijo. Molitev je res ključna, občutek ljubezni, blagoslov. V bistvu, če si predstavljate, bolj kot je, ko ste povezani s stvarstvom, bolj se širi vaša aura, bolj žarite. In enkrat mi je ena gospa rekla, no ta Kim, sej o njej sem vam tudi že govorila, ko smo se pogovarjali o enem delu mojega življenja, kjer so težave. Je rekla, tvoja aura se krči. In ko smo začeli govoriti o projektih, o tem, kako bo knjiga šla v Nemčijo, kako bom karte naredila, je rekla, tvoja aura se je naenkrat razširila čez celo sobo. In poglejte, kamor gre misel, tja gre energija. Bolj ko razmišljamo, česa ni, česa me je strah, da ne bom zbolela, da ne bom, kaj pa če nam imela za položnice, kaj pa se... Bolj lezem na kup in vse te zaščitne plasti se tanjšajo in manjšajo. In bolj kot zaupam, bolj kot razmišljam, kaj je, kaj se dogaja lepega, kako je lepa narava, bolj se širi moja aura in bolj široka in svetleča postaja. Zato je res to pomembno. Ja, potrebno je odpustiti vsem ljudem, ki so nas ranili, in odpustiti sebi, da smo kogarkoli, kdajkoli ranili. Druga zadeva, ne več povzročati slabih stvari okrog sebe. Ne povzročati več agresije okrog sebe. Če veste, da ste nekoga prizadeli, dajte se opravičiti. Dajte narediti ta prvi korak in ne bom nikdar pozabila, par let nazaj, veste, da sodelujem zdaj že skoraj 30 let s podjetjem Neolife, in ustanovitelj podjetja Jerry Brasfield je par let v Zagrebu, smo imeli eno tako srečanje. In če si predstavljate, da gospod, ki je lastnik podjetja, ki je po celem svetu, bi lahko govoril o prometu, o planih, o tem, kam bomo še šli, o trgih. A veste, zdaj, če je on tisti, ki je ustanovitelj podjetja, ki je po celem svetu. A veste, o čem je govoril? Govoril je o tem, kako pomembno je graditi lepe odnose, kako pomembno je odpustiti tistim ljudem, s katerimi imamo še vedno slabe odnose, kako pomembno je, da se jim opravičimo za vse rane, ki smo jih zadali in enostavno, da zgladimo odnose. In to je v bistvu res cilj našega potovanja na zemlji.
Ne toliko, koliko imamo pod palcem, ampak koliko imamo v srcu. To je veličina človeka. In veličina človeka se res meri, res prihaja novo obdobje, res prihaja prehod v novo dobo, zato ker veličina človeka se absolutno meri po veličini njegove duše. In zdaj ta zadnje sporočilo, prehod v novo dobo, izvorna koda. Jaz sem stvarjenje, jaz sem boginja. Vse povsod okrog mene je ljubezen. No in če to sporočilo preberem, samo da knjigico najdem. To je karta 61 za vse tiste, ki imate karte. Glejte, eno sem z izvorom, jaz sem izvor. Na svet sem poslana, da blagoslavljam. Na svet sem poslana, da širim sporočilo upanja. Na svet sem poslana, da ljudem pokažem pot. Na svet sem poslana, da ljudem sporočim resnico, da smo vsi ljubezen, ker jaz sem ljubezen. Naj bo to sporočilo za danes. Jaz sem ljubezen in naj vsak dela v svoji okolici tako, da širi ljubezen in boste videli, svet bo res postal boljši kraj za bivanje. Vsak pri sebi naj nekaj spremeni in se bo vse spremenilo. Lepo se imejte in uživajte.